Kako bi opisala svoj odnos z Ines? Se mi zdi, da tlele je bilo majčko napetosti med vama. Ines. Eni dvakrat je pogodornala, pa tam, ko si jo prosila, da ti pride tuš vrtet, se tudi ko nekaj ni odzvala. Tudi v bistvu je del tega kleklarskega krožka, ki zelo veliko berajo noter. Ja, tega se ne spomnim, da bi jo prosila, pa da bi jo odgovorila ne, da nimam časa, kakorkoli. Tega se jaz ne zavedam, ampak bilo mi je pa smešno to, ko so prihajali tisti rekviziti iz Sweetshopa, ne, in pol, ko je prišla res tista umetna vagina, ona pa, ko pa je to, jaz pa, ja, kaj se pa delaš na Ivno? Jaz moram reči, da smo bili vsi presenečeni na njeno reakcijo, glede na to, kakšne izkušnje ima. Na Ivno sem si mislila, tam bila je dvakratna plebojeva zajčica, ima tam ene izkušnje z snimanjem takih pornofilmov, kaj vem kaj, jaz ga videla nisem in se dela pol tam, ko je ena čistunka, da niti pojma nima kaj to. Vse tudi jaz nimam pojma kaj to, ker je jasno, da to jaz ne uporabljam, ampak vsaj to je ena razgledanost, listali smo že razne tele kataloge in kakorkoli, pa po internetu in to je normalno, da vidiš takoj, kaj je to, če paše v sklopu Sweetshopa. Tako da hodim pa zelo rada v Sweetshop, zato imajo tam zelo, zelo lepo spodnje perilo in tam sem si Nisi edina, ne? Tam sem si nakupila tudi drese za fitness. Zanimivo. Točno tisto, ko sem imela na sebi, tisto formulo 1, pa tisto nekaj rdeč ali pa nekaj armenko, manjko tako karasta, tako da tam sem kupila najbolj atraktivne drese za fitness, tako da lahko potrdijo vsi, ki so zaposleni v Sweetshopu, da moja črta je naravno samo k spodnjemu perilo, tam nakupam in odidem ven, kaj ti ostali pomočki me ne iritirajo. Koga boš ti bolj pogrešala, Činča ali Roka? Oba dva, tako da oba dva sta mi zelo simpatična, moram pa povedati tudi, da me je Gena presenetil. Glede na to, ko sem malo spremljala iz medijev, mi je bil v bistvu bolj antipatičen kot simpatičen, ampak tako sem ga pa spoznala in imam občutek, da je res ena taka iskrena dušica, ki bi želel najboljše za svoje otroke in da je tudi dobričena in če bi on zmagal in dobil, da bi tudi poskrbel za vse ostale v dobrobit, ne samo sebi, in sem ga že ves čas primerjala z revnim milijonarjem. Ne, ker in sem mu povedala tudi, lej, ti si tako kot tamle začel si iz nič, tam so njega na kviz povabili, tebe so v Big Brother povabili, on je tam zadev, ti boš pa lahko zadev tukaj. Tako da res, jaz sem hvalila vsazga in v spovednici in v zunji, tako da ko bodo prišli ven, bodo videli, kakšno kodico so mi naredili, ker jaz sem za vse najdla samo dobre in prijetne besede. In še čisto to zadnje vprašanje, kaj sledi, kaj si odnesla iz Big Brotherja? 150 000 evrov nisi, ne? Pa se jih noben ne bo zdaj, ker 15 jih je že šlo. No, sej, moje, da bo odšlo tudi še kar nekaj, kar mislim, da bo na koncu Big Brother dajo čedalje težje naloge in čedalje tudi bolj poostril tele zahteve k izpolnitvi, tako da mislim, da to je tudi cilj, da bo na koncu prišel ven z enimi 75 tisočaki, pa če davko šteješ in to, no, tako da nekaj vsekakor bo, ampak včasih imaš tam kar občutek, je tisti teden, ko si tam, imaš občutek, da si 14 dni tam, ne. Res se ti vleče in si prav mislila, a se mi res plača
za tisti honorar, ko bom tukaj, se ji to kalvarijo. Ne? Tako da tisto, ko bo dobil, mislim, da bo zasluženo dobil. Ne bom čist nič fovš, ker je nota res biti zaprta v zaprtem prostoru z ljudmi različnih karakterjev, ki bodo sedaj vedno bolj navštareni drug proti drugemu, da sem lahko vesela, da sem se izognila temu, kar bo še sledilo, ker se bodo sigurno prepirali, prepucavali in bo prišlo še marsikaj ven na internet in vsako besedo, ki jo izrečeš, tudi pol prikrojijo novinarji po svoje, ne? Tako kot sem videla pri sebi, ko smo se šli improvizirano igrico, kot da jaz osvajam kelnerja Geno, ki je bil in sem tako, a bi ti mene lahko malo potešil, oni so dali samo ta izsek ven, da je izpadlo, kot da jaz njega privat zavajam. Ne? Začelo se je pa tako, ti si pa kelner nov, si pa luškan, si pa fejst, dokdaj pa delaš, kako ti je pa ime, a si samski, a če sem lačna, seveda sem lačna, a nošu vprašal, česa sem lačna, ljubezni, a bi ti meni lahko malo potešil. To je bilo vse hecne, ampak kako pol izpade v zunji, tako da morajo, če bi me zdaj svetovala, ne zelo, zelo pazijo na svoje besede, ker ko bodo prišli ven, bodo zelo presenečene in razočarani, kaj vse bodo mediji iztinili iz teh naših šal. Nisi mi pa odgovoril na vprašanje, kaj pride po velikem bratu zate. Zdaj imaš določeno medijsko prepoznavnost, kar je določen kapital, ne? Če želiš se ukvarjati s čim profesionalno in to sporočiti javnosti. Ne? Vsaj to. V bistvu jaz tukaj nisem pričakovala nič velikega, ker je v bistvu mene osebno zanimalo in sem bila vesela, da mi je dana možnost, da v živo pokukam in doživim osebno izkušnjo, kako je biti v realističnem šovu in tudi sprva jaz nisem sprejela tega izziva, ampak pol na sinovo željo sem vendarle sprejela in ko mi je on tako rekel, mami pej, ampak daj čez en teden se vrnem, veš, se moraš vrniti čez en teden. Tako da moje poslanstvo je, da pokukam v zakulisje, bi radarja za en teden in se vrnem, je bilo popolnoma izpolnjeno. Tako da to je to in nič kaj več ne pričakujem. Mogoče edina kakšna lepa moja fotografija v kakšni reviji, to je pa tudi vse, ne, ker sem tudi bila svoj čas fotomodela, tako da zelo rada se tudi nastavljam fotografskemu objektivu in mislim, da ima tudi fotografski objektiv nerodno. Edino to, kakšna lepa fotografija, kaj več se pa ne nadeja. Najlepša hvala za pogovor.